Današnje tekmovanje za najmočnejšega šuštarja bo sestavljeno šestih disciplin, etap, kako že rečemo. Zdaj, kar se pa tiče samih tekmovalcev, 5 je Slovencev oziroma 4 Slovenci in pa 4 tujci. 2 sta iz Madžarske, potem Slovak, Srb, tako da imamo mednarodno udeležbo. Zdaj, kar se tiče pa samih iger, več bo vidno med samo tekmo. Zdaj je pa zadeva taka, to so dejansko discipline, ki nekako niso primerne za enega čist normalnega, povprečnega Slovenca, ker enostavno to so, rekel, take težke zadeve, da prvič lahko pride do poškodb, drugič pa enostavno en čist povprečen Slovenc tega ne bi zmogel delati. Tako da ta zadeva je za pogledati super, za poskusati je pa majčkeno težja. Dolga leta, vsaj na začetku teh tekmovanj za strongmana, je bilo vse podrejeno moči. Zdaj zadnje leta se pa dela tudi na tem, da moč ni toliko v prvem planu, ampak da je potrebno imeti zraven še precej, se pravi, te kondicije. Tako da se velikokrat recimo med seboj te discipline kombinirajo. Danes bomo videli prva disciplina duck walk, ki je, bojo najprej fante nesli 200 kg tež 20 metrov daleč, potem takoj potem bojo pa mogli to veliko gumo od tovornjaka pač premetavati. Tako da to je dejansko ena disciplina iz dveh sestavljena in tukaj se bo videl, da na koncu pri gumi bo dejansko ne odločila samo moč, ampak tudi tista kondicija, ki je pa, kot že rečeno, zelo pomembna. Je tekma tako naravnana, da se praktično do konca ne ve, kdo je zmagovalec, ali je na sredini že možno slutiti? Ja, je pa čisto odvisno od tega, kako se recimo tekmovalci razvrščajo. Zdaj, če nekdo zmaga recimo prve 3 igre, potem ne moramo še reči, da je to tudi že končen zmagovalec, ker razlike v točkovanju so toliko majhne, da pač v eni disciplini ti nekaj spodrsne, ti ne uspe tako, kot si želiš in lahko takoj padeš z prvega na drugo, tretje ali pa četrto mesto. Tako da tekma bo sigurno napeta do konca, razen če ne bo pač kdo tekmovalcev res izstopal. Pa ja, nažalost imam povredu od pre 3 nedelje iz Debrecena, iz Mađarske s jednog Eurokupa, tako da ne očekujem neki visok plasman. Ali u svakom slučaju daću svoj maksimum, pa vidjet ćemo kako će biti. Mogu da kažem da je u Srbiji postaje sve popularniji i popularniji. Tako da mi već unazad nekih 7-8 godina organizujemo ovakva takmičenja, vrlo su posjećena i na jednom vrlo visokom nivou, čak radimo Champions League. 2 godine za redom u Subotici je održana Liga šampiona, znači najveće takmičenje na svijetu, gdje smo Ervin Katona i ja učestvovali. Tako da uzima maha i sve više dobija na popularnosti. Nažalost, takmičara nema mnogo. Nekih 15-ak takmičara je u opticaju s tim što nas trojica, četvorica recimo radimo međunarodna takmičenja napolju. Po prvi disciplini v bistvu odloča vzdržljivost. To je tisti prvi del discipline, 200 kg nošenje 15 metrov. Ste videli, da nekateri zelo težko pridejo do konca, nekateri sploh ne uspejo. Pri drugem delu discipline pa je glavni moč, prevladuje moč. To je 490 kg guma. Take kilograme imajo vse posod po svetu, mislim, ponovadi imajo malo nižje, ampak zdaj smo dali pač tako. Ste videli, da nekaterim uspe, ne? A če pade v tež vmes na tla, to nič ne pomeni? Ne, zato ker so v bistvu 2 disciplini v eni in se šteje čas, skupni čas. Čim hitreje moramo to opraviti. Medtem, ko bomo v naslednji disciplini poslili ne te sedaj, ampak v nošenju kovčkov, se bo pa štelo pa skupna dolžina, tam pa, ko boš odložil, bo bilo konec. Pa ispostavili se kao što sam pretpostavio da je Gregor je trenutno vodeći i to se očekivalo. Kao što sam rekao, favorit je na ovom takmičenju. Definitivno da ovo nije moj dan. Mogu mnogo bolje, s obzirom da imam povredu, zadovoljan sam ipak. Žao mi je takmičara iz Slovačke, Ferija, zbog povrede.
jedan period će morati pauzirati, takav je sport. Pri Slovaku smo že takoj v prvi disciplini opazili poškodbo. So te zelo pogoste. Poškodbe so v tem športu pogoste, bicepsi potrgani, hrbet poškodovani, noge. To je sestavni del, del športa. Kaj pa regeneracija? Je sezona lahko potem se nadaljuje ali je končana? Ne, ponavadi je sezona končana in se pripravljamo za drugo sezono in regeneriramo tisto stvar, kar se nam je pač zgodila. Kot ste videli tudi sami, tretja disciplina je bila izredno težka. Ponavadi se to disciplina izvaja, da se hlod spušča na tla in se dviga od tal. Pri tej varianti smo izbrali, da se dviga samo s prsi. Po eni strani je malo krajša pot, ampak je veliko težje, ker breme nikoli ne držiš, da imaš vedno na rokah oziroma na ramenih. Tako da smo izbrali neko srednjo težo, 130 kg. V Sloveniji je to izredno visoka teža, v tujini je to neka začetna. Kaj pa bil tisti poglavitni argument, da si se lotil te izredno težke, oziroma teh izredno težkih disciplin? Jaz prej sem bolj kolesaril pa laufal, pa sem pa imel nek izliv slepiča in pa sem imel ful posledice. Če sem imel več kot uro treninga, te aerobne, in pa sem šel to anaerobno in tle mi kar gre, tako da tle sem že zadovoljen. Kaj pa tale disciplina s kamionom je res najbolj atraktivna? V bistvu je res najbolj atraktivno, ker kamion je velik, 18 ton ali pa 16 ton, se nihče ne predstavlja, da je to sploh možno premakniti. V bistvu na začetku tista prva premakniti težišče, pol že gre. V bistvu, kot ste videli, je ta vztrajnost kamiona na začetku najtežje. Čim se enkrat to vztrajnost premakne, je potem kamion gre. Sicer tukaj je teren bil malo navzgor, ste tudi sami opazili, tako da je bilo izredno težko. Kaj pa na koncu? Kot da je razen Gregorju tekmovalcem zmanjkovalo moči. Ja, ker je dolžina 15 metrov, 16 ton in v bistvu to disciplino ne moreš trenirati. Mislim, noben skoraj nima kamiona doma. Tako da to disciplino se ponovadi počne samo na tekmovanjih. Vse ostalo, kar je ta vzdržljivost, se počne v fitnessu z dražnimi počepi in tako naprej. Tako da je to izredno težka disciplina. Opazili smo, da nekateri tekmovalci posamezno disciplino preskočijo. Je to tudi v pravilih? Ne, ponovadi bi mogel tekmovalec vse discipline oddelati. Zdaj pač, če je opravičljiva disciplina zaradi kakšne poškodbe, naprimer, če ima poškodovan hrbet, ponovadi ne more dvigati kako breme, ostale discipline lahko počne, pač v tisti disciplini dobi najmanjše število točk in pol gre pa naprej. 3 discipline so za tabo, zadovoljen? Ja, kar bo, v redu. Zdaj pridejo bolj moje discipline na vrsto, tele me bolj pašejo. Kaj pa tole s kamionom, je težko? V bistvu kamion ga predstavljaš nekako, tem gre sam tukaj problem, ker malo dol visi teren.